Ja. Rekel sem, da ne vem, kako bo gospod Košak reagiral na izjavo, da je bila njegova pogodba oziroma tista pripravljenost oziroma tisti dokument, da je bilo to simulirano. Mislim, da bo lahko tudi kakšna kazenska ovadba padla za žalitev, ki je takšna razprava, ki je o tem, kako lahko nek odvetnik obdolži nekega notarja, da je goljufal. To mi povejte kronološko, tako, ni treba sicer po datumih čisto, ampak kaj, vi ste v bistvu, tako kot ste rekel, prodajali stvari, njej izročali denar, imeli ste namen skupno lastnino ustvariti, kupiti? Jaz še danes prodajam stvari in dobivam iz raznih dražbenih hiš po svetu denar, ker svoje materiale prodajam in to vlagam v delo v hišo. Gospa Jelinčič še zaenkrat, ne, je prišla k meni pravzaprav gola in bosa. Zdaj hoče imeti pa vilo in pa parcelo na morju in pa še pol hiše v Ljubljani. Mislim, da to vsakmu normalnemu človeku se odpre nekaj. Zdaj nekako pri spodbijanju te pogodbe darilne imamo občutek, da igrajo nekoliko na karto, da je bilo to ukazano mogoče z vaše strani, pod kakšnimi grožnjami morda ali kaj? Lepo vas prosim, Monika je imela tisto, kar ima redko katera ženska v Sloveniji, pa tudi drugje. Dobila je čisto vse, kar si je zmislila, svojo plačo je uporabljala v glavnem za kakšne cunce, kakor jih nisem jaz kupil, pa kakšne čeveljčke, kakor jih nisem jaz kupil. Drugače pa skrbel sem za familijo, jaz plačeval sem zadeve, jaz in to je pač evidentno tudi iz bančnih izpiskov, ki jih jaz imam. Ampak zakaj ste tisto pogodbo podpisala? Ja, zaradi tega, da se jasno ve, koliko je ura. Meni je takrat, sem že enkrat povedal noter, da mi je njena mama rekla, da naj se zavarujem, da ne bom razočaran. Povrnemo še k tej kao simulirani pogodbi, ne? Nekako vam očitajo, smo razpravljali, kako ste se želeli izogniti plačilu davka. Pa saj sem ga plačal. Mislim, kako izogniti, jaz sem moral plačati 287 000 evrov davka in sem ga plačal. In to iz mojega premoženja, ne iz kakšnih prihrankov Monike. Je imela ta darilna pogodba kakršnokoli vezo s tem davčnim postopkom pred Fursom, ki se je vodil zoper vašo soprogo? Ne vem, če ima kakšne zveze s Fursom. To je darilna pogodba. Če bi imela zveze, potem meni ne bi bilo treba davka plačati. Vi ste prej rekel, da v bistvu greste po svoje stvari, ne? Zdaj pa povejte točno, kaj je to, kaj hočete, da bodo gledalci vedeli. Moje je vse. Parcela na morju, zgradba na morju, hiša v Ljubljani in pa moje osebno premoženje, zbirke, knjige in podobne zadeve. In njej ne želite dati ničesar, vendarle je bila nekaj časa vaša žena, mati vaših otrok je. Ja, bila je verjetno gospa, ki je imela vse in preveč. In to je potem. Drugače pa ona ima zdaj enega bogatka ljubimca, 10 let mlajšega, mislim, da je zdaj na tisti poti, kamor je hotela iti. Nočete, da karkoli dobi od vas? Ja, zakaj pa bi dobila? Jaz imam 2 punčki in želim, da ti 2 punčki imata nekaj. Ne pa, da bo njuna mama to vzela, zapravila skupaj z ljubimcem in potem ne bi ostalo ničesar. Vi nočete dati ključa? To ni res. Jaz imam tukaj na telefonu, zdaj sem ga dvignil, že pred dnevi sem jaz poslal, naj pride po ključ, ampak se ni oglasila, jaz si ga pa tja ne bom nosil. Ni problem. Ima moj telefon, lahko pokliče in lahko... Gospa Jelinčič je tudi rekla, da vsakič, da se vas je bala, vsakič, ko vam je rekla ne. Kaj je s tem mislila? Ste ji kdaj grozili ali pa kaj naredili? Nikoli. To lahko vprašate njene znanke, ki so rekle, vsi so govorili, da jo nosim po rokah. In sem tudi jo. Kako pa doživljate zdaj vse to, tudi nas medije, ki vas spremljamo? Ja, mediji ste pač mediji, ne? No, ampak kako vi doživljate to? Ja, ni enostavno, predvsem zaradi punčk ni enostavno, ne? Jaz sem že navajen vsega mogočega, tako da mene to glih ne prizadane, ne bi pa želel, da to vpliva na punčke. To, kar pa ima pa Monika, to je pa njena stvar, se je tudi danes prišla s spremstvom, ne vem kaj, se je bala vas novinarjev. Kako pa sploh komunicirate, glede na to, kar smo videli, pač, kako se ste zdaj tudi zmenili vnaprej, glede vsega tega? Jaz komuniciramo preko odvetnikov, žal zelo malo preko hčerk, kajti
Monika mi v bistvu onemogoča stik s hčerkama. Aleksijo Iris sem videl pred 2 dnevi po skoraj 2 mesecih in tako naprej. Starejša hčerka Aleksandra Tisa, z njo se malo često vidim, ampak imam občutek, da zelo, zelo intenzivno dela na tem, da bi hčerki odvrnila od mene. Ali pa se še poveste, da bomo točno poročali, koliko je vredna ta hiša v Kosterni? Govorimo o sklusu 667 000 evrov. Ne vem, koliko je vredno, ne vem. Ne vem, sploh me ne zanima, jaz bi rad končal, zato da bi šel enkrat dol. Ampak kaj, vložili ste pa v bistvu tistih 96 000 kredita, ali koliko ocenjujete, da ste vi dali denarja not, v zgradbo, ne samo v zemljišče? Vse. Koliko je to vse? Ja, moral bi se števk narediti, kaj zvem, recimo vodovodar je mi prišel okrog, kaj zvem, ne vem, na pamet govorim, okrog 11 000 evrov. Električar me je koštal enih 9 000 evrov, parket bo kostal okrog 20 000 evrov. In tako naprej, in tako naprej. Poj pa to kopalniška oprema, pa so tukaj luči, pa barvanje, pa čiščenje, pa ograja, pa tako naprej. Skratka, ogromno denarja. In tukaj niti enega evra ni dala Monika. Okay, hvala lepa.